Lepo pozdravljeni. Najprej naj povem, da me izredno veseli dejstvo, da ste me spet povabili k sodelovanju, tokrat k prvi nacionalni konferenci z mednarodno udeležbo ob obeležitvi Svetovnega dne Alzheimerjeve bolezni. Hvala, v čast mi je. V naslednjih približno 8 minutah mojega nagovora bo po svetu okoli 160 ljudi zbolelo za neke vrste demenco. To je podatek Svetovne zdravstvene organizacije namreč, da se v svetu povprečno na vsake 3 sekunde razvije en nov primer demence. 3 sekunde. Poznamo sicer več vrst demence, ampak ta svetovni dan je posvečen Alzheimerjevi, zato se bom v nadaljevanju osredotočila na njo. To je tudi sicer najpogostejša demenca, saj ima Alzheimerjevo bolezen več kot 60% bolnic in bolnikov z demenco. Zato za hrbtno boleznijo v Sloveniji trpi več kot 32.000 ljudi, po svetu pa več kot 49 milijonov. Alzheimerjeva bolezen se po večini k človeku prikrade s starostjo. Živimo pa v starajoči se družbi, kar pomeni, da se povečuje tudi število ljudi, ki se srečajo s to boleznijo. Bodisi neposredno, bodisi posredno, torej bodisi kot bolniki, bodisi kot njihovi svojci. Prav zato je Alzheimer Europe v svojem programu za obdobje 2021-2025 izpostavil področje osveščanja celotne družbe o tej tako imenovani tihi epidemiji. A kljub vedno večji osveščenosti o demenci jo širša javnost še vedno zamenjuje z običajno pozabljivostjo. Vsi kdaj kaj pozabimo, tudi sama sem bila v zadnjih mesecih nadpovprečno pozabljiva, ampak zato, ker sem pač bila noseča. Takšne pozabljivosti niti podrazno niso primerljive z demenco. Demenca je kronično napredujoča bolezen možganov. Je pa res, da lahko prizadene vsakogar, zato je resnično pomembno prepoznavanje njenih prvih znakov in obisk zdravnika, zato ker je pravočasno diagnosticiranje in čimprejšnje ustrezno zdravljenje ter preprečevanje slabšanja stanja ključno. Demenca torej ni del običajnega staranja, pač pa posledica bolezni možganov. O njej govorimo takrat, ko se posameznikove kognitivne sposobnosti poslabšajo do te mere, da je to moteče pri vsakdanjem življenju. Prvi znaki demence so težave s kratkoročnim spominom in oziroma ali težave z orientacijo v prostoru. Čeprav za njo zboli od 5 do 10% vseh starejših od 65 let, visoka starost seveda še ne pomeni, da bo oseba zbolela za Alzheimerjevo boleznijo. Toda če zboli, je bolezen žal progresivna in nepovratna ter sčasoma privede do posledic. Z napredovanjem bolezni pa se simptomi stopnjujejo do te mere, da oseba postane popolnoma odvisna od pomoči drugih. Kampanja Svetovne Alzheimer organizacije je za letos izbrala slogan Diagnoza, ker več kot 3/4 ljudi z demenco po vsem svetu, tudi v Sloveniji, še vedno živi brez postavljene diagnoze. Zdravila žal ni. Vseeno pa je ključnega pomena ravno diagnoza oziroma zgodnje odkrivanje težav, saj prav v tem obdobju z ustrezno terapijo lahko vsaj malo ublažimo simptome in zajezimo napredovanje bolezni ter se hkrati kolikor toliko pripravimo na prihodnost. Že lani sem v svojem nagovoru opozorila, da je Evropska organizacija za Alzheimerjevo bolezen zaznala, da se je stanje bolnikov z demenco poslabšalo zaradi izolacije in zmanjšanih socialnih stikov. Vsi skupaj smo se znašli v novi, neznani situaciji, vendar smo vedeli, da je treba hitro ukrepati, tudi v teh primerih. In Alzheimer Europe je v začetku letošnjega leta pozval vse članice, da Alzheimerjevim bolnikom in njihovim svojcem zagotovijo prioriteto pri cepljenju. Raziskave so pokazale, da je bila smrtnost zaradi okužbe z virusom COVID-19 pri teh bolnikih zelo velika, saj so zaradi bolezni še bolj občutljivi in bolj dovzetni za virus. Med drugim pa so nove raziskave Združenja Alzheimerjeve bolezni pokazale tudi, da bodo starejši ljudje že po sami okužbi s COVID virusom utrpeli poslabšanje kognitivnih funkcij. Če je epidemija virusa COVID-19, s katero se spopadamo že skoraj 2 leti, globoko posegla v naša življenja, spremenila način našega dela, našega vsakdana,
si zagotovo marsikdo od nas niti ne predstavlja, kako je vplivala šele na bolne ljudi in na njihove svojce. Ljudje s hujšo obliko bolezni se niti niso zavedali razmer, ne? Bolj so bili v bistvu obremenjeni njihovi svojci, predvsem zato, ker so bili obiski praktično onemogočeni. Korona kriza še vedno razkriva vse razsežnosti oskrbe, ki jo potrebujejo bolniki z demenco in njihove družine. V domovih za starejše so se razgalile potrebe za dodatne kadre, za zdravstveno oskrbo in nego. V lokalnih skupnostih pa se je izkazalo, da je veliko oseb z neprepoznano ali zgodnjo obliko demence, ki so doslej v skupnosti nekako zmogli, v času ukrepov in socialne izolacije pa mnogi ne znajo in niti ne zmorejo sami poiskati pomoči, ne? Potrebujejo pa jo res številni. Evropski podatki kažejo, da so bile med epidemijo patronažne medicinske sestre ves čas na terenu. Čeprav so bile marsikje po Evropi odpovedane storitve nege na domu in so skrb v bistvu morali prevzeti svojci sami, so jim patronažne medicinske sestre nudile tisto podporo in pomoč. Podočile so jih o oskrbi in negi bolnikov, naučile menjavanja plenic, umivanja, dajanja zdravil in podobno. S tem so še enkrat dokazale, kako zlata vredno in nepogrešljivo je naše zdravstveno osebje v celoti. Tudi ob tej priložnosti se zato želim iz srca zahvaliti vsem zdravstvenim delavkam in delavcem in prostovoljkam in prostovoljcem, zato ker so. Hvala. Korona krize pa žal še ni konec. V naslednjih tednih, mesecih bo zelo pomembno predvsem to, da zdravstveni sistem ostane delujoč tudi na vseh ostalih področjih, ne samo za zdravljenje virusa COVID-19. Ključno bo, da primarna raven zdravstva deluje normalno, da ljudje lahko pridejo do svojih osebnih zdravnikov, da se pravočasno zaznajo težave, da se opravijo preiskave, da se obišče specialiste in da se postavijo ustrezne diagnoze. Za konec se želim prav tako res iz srca zahvaliti tudi vam, organizatorjem in prisotnim, za vsa vaša prizadevanja glede priznanja demence kot prioritete v javnem zdravstvu in raziskovalnih dejavnostih Evropske unije. Destigmatizacija demence je zelo pomembna, prav toliko pa je pomembno tudi vedeti, da bolnica ali bolnik z demenco ni kar tako obsojen na propad brez vsakršne pomoči. Želim vam vse dobro in uspešno konferenco.